Nenadoma je potem direktor Matić uvedel še anonimizacijo. Kar se pa tiče anonimizacije, naj pa zdaj na tem mestu povem, torej uvedel jo je nezakonito, to je prvo, kar je. In s tem otežil dostop do gradiva, do arhivskega gradiva. Kajti v tem obdobju, od leta 1998 do 2004 je gradivo Službe državne varnosti prihajalo v arhiv in je praktično zdaj skoraj 100%, mogoče malo manj, v arhivu Republike Slovenije. Minister je eksplicitno pojasnil, da gre za prikrivanje podatkov, za imen in priimkov pa ne. Ja, kakšna anonimizacija? Pojdite pogledati v slovar, kaj pomeni anonimizacija. V Sloveniji je anonimizacija v bistvu prikrivanje podatkov, kakršnekoli. In če je anonimizacija prepuščena direktorju arhiva, pa dvema arhivistoma, ki sploh lahko prečrtata, kar želita, anonimizacija seveda dejansko pomeni tehnično oviro za uporabnike, tehnično oviro pri gradivu Službe državne varnosti, ogromno tehnično oviro, kajti anonimizirati bomo zdaj morali občutljive osebne podatke v vsem arhivskem gradivu, ki je v arhivu, ne samo v gradivu Službe državne varnosti, v vsem. Četrti odstavek se nanaša na povsod, kjer so osebni podatki nedostopni. Torej, ne samo anonimizacija naj bi se izvajala na vsem arhivskem gradivu, torej 80 km gradiva, 70. No, ampak ne grem naprej pri tej razlagi, torej anonimizacija pomeni tehnično, pomeni v Sloveniji prečrtavanje podatkov, prikrivanje podatkov, in rezultat je, da uporabniki dobijo dokumente, ki so neveljavni, falsificirani, popravljeni in kaj pomeni raziskovalcu in kaj pomeni navadnemu novinarju dokument, ki je prekrit z neštetimi podatki, ki jih lahko prekrije po subjektivni presoji ali direktor arhiva ali pa arhivist. 65. člen, ki ga je predlagal minister v noveli, je bil dopolnjen z anonimizacijo in v tem smislu smatramo, da če gledamo strokovno, to pomeni zapiranje arhivov. Sicer praviloma bodo morali arhivi po tej sprejeti noveli anonimizirati praktično vse arhivsko gradivo z občutljivimi osebnimi podatki pred 90, po 90, torej 75 let od nastanka, 10 let po smrti. Lahko pa bodo seveda dostopali uporabniki, poudarjam, preko arhivske komisije. In dokler v arhivski zakonu, s tem končam, ne bo pisal javno arhivsko gradivo pred 90, po 90 je dostopno razen občutljivih osebnih podatkov, ki jih varuje ustava, s tem pa, da bo naslednji stavek javno arhivsko gradivo represivnih organov in družbeno-političnih organizacij do leta 1991 so dostopni brez omejitve. Pika.